1.5.10 po kristjanskem koledarju 2010, Toš direkt, tokratna tema delo. Lokacija, otok Pašman, kraj, plaža Dužica. Delo je pojem, s katerim se srečujemo vsak datum. Ker je danes mednarodni praznik dela, je smiselno spregovoriti o delu. Tudi govoriti je delo, tudi delati je delo. Delo je vsak proces, ki ima rezultate. Rezultati so lahko smiselni, so lahko nesmiselni. Zato bomo v tokratnem direktu spregovorili o tistem, kar delo okarakterizira in obarva z smiselno noto, in o tistem, kar je nesmiselno delo. Pred 5 leti, torej 1. maja 2005, po kristjanskem koledarju 2005, sem obiskal koncentracijsko taborišče Dachau. Tam na vhodnih vratih piše Arbeit macht frei, torej delo osvobaja. Prva asociacija na Dachau so seveda grozote nacionalsocialistov, poskusi, ubijanje, morija, mučenje, v bistvu vse slabo, kar je povezano z drugo svetovno vojno. Druga asociacija pa je, kako bi lahko ta slogan Arbeit macht frei prenesli v to življenje, kjer se z grozotami mučenja, uničevanja, poniževanja in tako naprej v teh ekstremnih dimenzijah ne srečujemo, se pa kljub temu srečujemo z neke vrste zasužnjevanjem. Odkar je svet preplavil tako imenovani turbokapitalizem, je delo postalo nekaj, kar je izgubilo na ugledu. Večina ljudi dela za manjšino ljudi. Se pravi, delo ni ustrezno tretirano. Mnogo dela ni plačanega, mnogo dela ni spoštovanega, mnogo dela ni cenjenega. In na nas je, da temu fenomenu, ki ga imenujemo delo, dodamo tisto ustrezno vrednost, ki si jo zasluži, in da v bistvu skozi za svojo smiselno delo postanemo tudi mi svobodni in svobodne. Nekateri smo že bolj, nekateri manj, nekateri sploh ne. In pričnemo tvoriti takšno civilizacijo, ki bo v bistvu spoštovala bivanje vsega, kar je pomembno in potrebno, tudi smiselno, ampak da ne bom vselej govoril smiselno, ampak tistega, kar je na tem svetu, kar ima svoj namen, in da se odmaknemo od civilizacije, ki je povzročila razsul vrednostnega sistema. Vrednostni sistem je dejansko razpadel zaradi nespoštovanja dela. Premnogo ljudi dela in zato ne prejme ustreznega plačila, zato se v nekem nagibu nasprotovanja temu potlačevanju njih, oziroma iz njihovega stališča samih sebe, odloči zoper delo. In modrost tokratnega direkta, s katero bom vstopil v zadnjo tretjino ali pa zadnjo fazo, ker ne bo povsem tretjina, je, kako doseči, da ne počnemo dela, ki bi nam delalo oziroma povzročalo škodo. Z delom si lahko tudi škodujemo, zato ni vselej tisto delo, ki se dela oziroma kjer se nekaj premika, gradi, postavlja, ni vselej smiselno oziroma za nas koristno. Obstaja tudi mnogo dela, katerega rezultati so na prvi pogled pompozni, veliki, megalomanski dejansko, ampak posledica oziroma vpliv tega dela, rezultat v generalnem je pa poguben in bi to delo lahko klasificirali kot nesmiselno. Smiselno delo je zagotovo, to je intermezzo, očistiti morje tovrstnih smeti. Tam, nekje v tistem predelu, sem opazil še avtomobilsko gumo ali pa vsaj od mopeda, motorja. In da pridemo sedaj na jasno, da ne bo preveč filozofije in premalo dejanj, in
da dosežem ustrezno količino idej in ustrezno količino dejanj. Poiščimo tiste ideje, ki so koristne za obstoj družbe, za izgrajevanje družbe, za ohranjanje zelenega in plavega planeta, jih potem seveda udejanjajmo v zdravi meri in obliki, tisti obliki dela, ki pa povzroča, da potem vse skupaj ostaja nekako na pol narejeno, na pol zgrajeno in na pol opravljeno. Do teh fenomenov pride zato, ker delo ni ustrezno načrtovano. Tiste oblike dela pa ustrezno selekcionirajmo in jih iz naših vrednostnih sistemov odpravimo. Brez slabe vesti si lahko tako pri sebi, da ne obešamo na prevelik zvon v tem trenutku, tudi dopustimo tisto parolo v lastno zavest, delo osvobaja. V bistvu je res. Z ustrezno distanco od neprimernih, neustreznih političnih praks je slogan delo osvobaja tako projicirajoč za pričetek na posamezne subjekte povsem dober. Saj, vkolikor delamo v smeri za nas koristnega, nas bo to delo osvobodilo za nas nekoristnega, za nas neprimernega in za nas vse škodljivega. Zavedati se je pa treba 1. maja leta 2010 po kristjanskem koledarju, družba je organizem, niso zgolj posamezni subjekti. Delo vsakega posameznega subjekta vpliva na celoten organizem. Zato je čas zrel, da pričnemo, ne začnemo, pričeti in začeti ni enako, da pričnemo udejanjati zdravo filozofijo v globali in z zdravimi idejami pride tudi zdravo delo, ki je cenjeno, plačano in ki je v veselje. Takšno delo potem krepi, plemeniti in da smo nekako v celoti izpolnjeni in izpolnjene, žensk ne. Žensk v direktu ne izrežemo, tako kot v nekaterih religijah, kjer jih dajo za nune ali jih prekrijejo. Torej v direktu smo moški in ženske ustrezno obravnavane. In da zaključim, izobrazba naj nas oplemeniti, delo naj nas osvobodi in ko dosežemo stanje, kjer si teh parol ne bo treba vselej ponavljati, takrat bomo lahko govorili o smiselni in obstojni civilizaciji. Vse faze pred tem so še pa vselej faze na poti do tja ali pa v črnih scenarijih faze pogube.